dober dan, dobrodošli na webinarju novem v sklopu inovativnih webinarjev. Moje ime je Marko Rakuša in sem eden izmed članov ekipe Inovatio. Danes smo zase pripravili webinar z naslovom Kako interaktivna tabla oziroma interaktivni zaslon olajša delo učitelju, tako za poučevanje v učilnici, kot za poučevanje na daljavo, se pravi, če so učenci doma in vi delujete na daljavo iz učilnice. Zdaj, na kratko začetku, da vidimo, kakšna je sploh razlika med interaktivnim tablo in interaktivnim zaslonom. Interaktivna tabla za projekcijo oziroma za prikazovanje slike potrebuje projektor, tabla pa deluje kot čutljiva površina na dotik, ki jo vi s prsti in s pisali upravljate. Na drugi strani interaktivni zaslon ne potrebuje projektorja, kar pomeni, da ni več moteče sence, se pravi, ko delate, je v bistvu se slika projicira iz ozadja, vaša roka ne meče potem sence na vsebino, ki jo želite pokazati. Prednost interaktivnega zaslona je tudi v kvaliteti slike, boljša svetilnost, večja resolucija, daljša življenjska doba. Interaktivni zasloni Smartboard imajo predvideno življenjsko dobo 50.000 ur, kar pomeni, če zaslon uporabljate nekje 6 ur dnevno, je to 30 let. V primerjavi z projektorji je to nekajkratnik daljša življenjska doba. Sama funkcionalnost obeh rešitev je zelo podobna, zato smo tudi združili obe rešitvi v en webinar, tako da bomo danes v bistvu predstavljali sicer na interaktivnem zaslonu Smartboard, drugače pa vse funkcionalnosti, ki bodo danes predstavljene, delujejo tako na eni kot na drugi rešitvi. Na rešitve lahko seveda priključite svoj računalnik, katerega najbolj poznate, se pravi vsa orodja, programska oprema, učbeniki, gradiva, delujejo tako na interaktivni tabli kot na interaktivnem zaslonu in v bistvu lahko, tako kot delate doma na računalniku, delate seveda tudi v učilnici na zaslonu oziroma na tabli. Smartboard interaktivni zasloni omogočajo tudi brezžično deljenje zaslona, kar pomeni, da lahko vi, koliko ste na istem omrežju, delite vsebino svojega računalnika, tablice ali mobilnega telefona direktno na zaslon, se pravi, ali učenci iz učilnice ali pa vi, če niste z kablom povezani direktno na zaslon. Se pravi, zaslonu oziroma interaktivni tabli je priložena tudi programska oprema, Smart Notebook oziroma Smart Learning Suite. Potem bo kolegica Larisa kasneje malo več povedala tudi o sami funkcionalnosti, v bistvu kako tudi sama programska oprema olajša poučevanje, njena orodja v bistvu res odlično pripomorejo pri poučevanju na daljavo. Mogoče še na kratko o interaktivnih zaslonih Smartboard. Vsi interaktivni zasloni imajo 4K, se pravi Ultra HD resolucijo, odlično svetilnost, se pravi, da so vidni res iz vseh zornih kotov, se pravi 178-stopinjski vidni kot, imajo 20-kratnih točk dotika, kar pomeni, da lahko do 20 uporabnikov hkrati deluje, kolaborira na zaslonu. Imajo hkratno razlikovanje orodja, se pravi, zaslon prepozna, ko si ga vi dotaknete s pisalom, se pravi zapiše, ko se ga dotaknete s prstom, deluje kot miška, ko se ga dotaknete z dlanjo, deluje kot brisalka, se pravi, ni potrebe po nekih dodatnih menijskih gumbih, se pravi, deluje zelo intuitivno. Takole, mogoče to je bilo na kratko to o zaslonu, da kar se tiče samih funkcionalnosti, same uporabe, pa predajam besedo kolegici Larisi, ki bo danes malo podrobneje predstavila tole zadevo. Hvala še enkrat in uživajte. Lepo pozdravljeni, na današnjem webinarju sem tudi jaz na kameri, ponavadi sem le delila zaslon svojega računalnika. Na današnjem webinarju pa bomo potem predstavljali direkt na našem zaslonu, da boste videli neposredno, kako kaj deluje. Zdaj, kako smo prišli do teme webinarja, v bistvu smo se z večimi učitelji tudi pogovarjali glede poučevanja na daljavo in veliko učiteljev je tudi povedalo, da bi veliko lažje delali, če bi lahko uporabljali že opremo, ki jo imajo v šoli, ki jo poznajo, da bi na tak način lažje uporabljali tudi poučevali na daljavo. Zdaj, razlika je tudi v tem, ko učenci spremljajo v živo in vi nekaj recimo obkrožujete, zapisujete sproti, se to bom kasneje tudi pokazala v obstoječih datotekah. Učenci na nek način lažje spremljajo, ker točno vedo, kje ste vi, pri kateri točki ste v tistem delu gradiva, ne. Tako, zdaj, danes vam bom pokazala, recimo, če uporabljate PowerPoint, če uporabljate PDF, tudi za nekatere, če uporabljate tudi notebook,
in pa tudi splet, kakšne funkcionalnosti omogoča torej interaktivna naprava. Zdaj za začetek vam bom dala tudi bom vam delila ozadje zaslona, da boste videli točno, kaj delam na zaslonu. To je v vašem primeru, recimo, ko bi poučevali na daljavo, bi delili z učenci v katerikoli platformi, torej mi danes uporabljamo Teamse, lahko vi, mogoče tudi kdo od vas uporablja Zoom ali tudi kakšno drugo konferenčno platformo, torej delila to, kaj delam na zaslonu. Desktop. Zdaj pa vidite tako mene na kameri, kot tudi ozadje zaslona. Najprej bom odprla PowerPoint. Predvidevam, da vas največ uporablja to orodje za projiciranje oziroma prikazovanje različnih gradiv. Samo nekaj se moram naštelati, malo bo trajalo. Ker smo nekaj na novo danes naložili, bo še Marko malo pomagal. Kaj slišiš? Ink mi... Samo tako. Ne. Ja, zdaj pa deluje. To je zdaj samo zato, ker nisem uredila, da lahko gradivo urejam. Tako, zdaj sem jaz odprla svoje gradivo, tukaj imam tudi ves čas prisoten gumb, tole orodno vrstico si lahko postavim kamorkoli na zaslonu. Seveda, kar je glavno, lahko jaz tukaj recimo obkrožujem, dopisujem, zdaj če si tukaj na 3 pikice pritisnem, lahko izbiram tudi različne barve, debeline, večkrat je primerno orodje tudi označevalec, recimo določene dele besedila v prosojnici označimo, ki so bolj pomembni, in potem učencem sproti razlagamo in seveda recimo, ne vem, v tem primeru je neka slika na projekciji in bi lahko tudi tukaj, če bi imeli recimo, govorili o kompoziciji, bi lahko rekli, ja, tele hladne barve so tukaj v ozadju in bi recimo lahko tudi puščico povezali. Vse to, seveda, ko bi vi to pisali, pa bi šli ven iz tega pogleda, vse to se vam seveda shrani na prosojnico in lahko to tudi shranite. Zdaj, ko grem na drugo prosojnico, je spet prazna in lahko znova pišem preko tele prosojnice. Zdaj, ko bom šla ven, boste videli, da je to tudi ostalo na tej prosojnici. To je zdaj pri uporabi PowerPointa. Veliko vas je uporabljalo tudi pri poučevanju na daljavo e-učbenike. Zdaj, v tem primeru je veliko lažje, mogoče bolj intuitivno, če lahko vi neke besede oziroma neke elemente kar označujete oziroma odpirate s prsti. Recimo, če bi učencem želeli predstaviti, kaj morajo narediti, bi jim odprli učbenik, odpira še recimo, da bi šla na snov. Bi lahko tudi preko tega reševali določene naloge. Seveda je to tudi primerno zaslon, tudi ko oziroma uporabljate lahko učbenike tudi v šoli preko zaslona, ko so učenci tudi v šoli. Drugače pa lahko tudi tukaj preko pišete in pa imate še eno orodje, ki pride zraven s programsko opremo,
Vse, kar delate na zaslonu, lahko tudi si zajemete in sliko tudi shranite. Tukaj mi je že odprlo orodje, zdaj recimo ta del sem si obkrožila in bi želela, da se mi shrani. Označim del, ki ga želim. Tako, zdaj tukaj imam možnost, da mi pošlje na trenutno stran v Smartmo Notebook, to je, tako kot je že Marko prej povedal, priložena programska oprema, lahko se mi shrani na namizje, lahko pa se pošljem kar v odložišče in kjerkoli tudi prilepim. Zdaj bom si jaz kar shranila na novo stran v Notebooku, da boste videli potem, kako to je izgleda. Zdaj se mi je izvozila slikica, ki sem jo zajela na spletu, zdaj lahko jo tudi pomanjšam, prestavim, lahko si jo shranim v galerijo in kadarkoli tudi uporabim. Tako. Druga stvar je, recimo, če imate svoje učne liste shranjene v PDF-u, bi lahko tudi preko teh učnih listov oziroma samih gradiv tudi e-učbeniki, na kateri obstajajo v PDF-u in bi lahko tudi tukaj preko pisali. Lahko sicer tukaj zdaj samo ena stran, lahko greste seveda tudi naprej, kar pa je glavno, da lahko vi neposredno v PDF-u tudi pišete. Recimo v tem primeru je potrebno povezati sopomenke, recimo tole, današnja resnica in tako naprej, ne. Potem lahko vi enostavno pišete, zdaj ko se bom prestavila po PDF-u, lahko tudi tukaj potem naprej pišem. V bistvu mi ne piše preko samo tega dela, kjer se trenutno nahajam, ampak neposredno na list, ki ga imam odprt. To recimo, ne. To je uporaba torej inka pisanja v samem PDF-u. Drugače pa še imate možnost, tudi to bi še lahko prej na internetu pokazala, ali pa karkoli imate odprto na računalniku, imate med orodji tudi orodje za zatemnitev zaslona. Kaj to pomeni? Tole vam lahko v bistvu zakrije to, kaj vi delate na računalniku, lahko rečemo nekakšna zavesica. Zdaj, če pritisnem gor, lahko tudi spreminjam barve, si nastavim barvo, ki jo želim uporabiti v mojem primeru. Zdaj, lahko si jo tudi postavim, kamor želim. Na vsakem koncu so tudi takšni dve črtici, kjer si označujete oziroma povečate, pomanjšate polje, ne, in potem greste, zdaj recimo, če bi tukaj želeli iti po vrsti. To lahko odprete, torej, kjerkoli se na računalniku nahajate. Je pa še eno orodje, ki je tudi zelo primerno, predvsem tukaj, pri teh interaktivnih učbenikih. Tole pa je orodje Ospredje. Primerno je, če želite neko določeno stvar izpostaviti, ne, pa se lahko potem tudi premikate. Lahko tudi tale krogec se poveča ali pomanjša, torej vidno polje. To je v bistvu ink. Uporaben je tudi recimo, če bi pri računalništvu želeli prikazovati kakšne recimo datoteke računalnika, tudi tukaj se da čez pisati. Seveda brišemo vedno, tega mogoče prej nismo izpostavila kar z roko. Seveda, če to interaktivna naprava, ki jo uporabljate, omogoča. Kar še lahko povem to, lahko bi imeli naenkrat odprtih tudi več spletnih strani in preko vsake nekaj napisali in ko recimo greste na drugo stran, lahko znova uporabljate pisanje in vam bo ostalo samo na tisti strani. Ko pa se vrnete nazaj, seveda se to, kaj ste zapisali, nazaj pojavi. Zdaj, poleg interaktivnih naprav Smart, mi bo bližje, dobite tudi programsko opremo Smart Learning Suite. Zdaj, če je že kdo od vas bil mogoče na prejšnjih webinarjih, smo večinoma za poučevanje nadaljavo kazali programsko opremo v oblaku.
Danes pa bomo nekaj poudarka dali več na programski opremi, ki je nameščena na računalniku, to je smart notebook. Programska oprema ima na voljo galerijo z skoraj 7000 elementi. Bom vam tudi v nadaljevanju pokazala. Zdaj tudi vse, kar si vi pripravite v tej namizni različici programske opreme, lahko tudi uporabite v programski opremi v oblaku. Zdaj, če bi želeli več o tem izvedeti, se lahko na naši spletni strani iUčitelj pogledate video posnetke prejšnjih webinarjev, v katerih smo funkcije programske opreme v oblaku že predstavili. Da se vrnem nazaj na namizno različico. V bistvu celotna orodna vrstica je zelo enostavna, zdaj tudi za tole programsko opremo imamo različne priročnike, v slovenščini si jih lahko tudi prenesete, drugače pa tudi sama sličica orodja že pove funkcijo. Zdaj, tako kot sem že rekla, galerija ima skoraj 7000 datotek, to so različne slike, ki jih lahko iščete tudi glede na predmet poučevanja, ločene so recimo geografija, zgodovina, matematika. To so sličice, imate pa tudi interaktivne in večpredstavnostne elemente. To so recimo, bom odprla novo stran, za glasbo recimo element, ki ima tudi zvok. Ne vem, če imamo mi tukaj zvok vklopljen. Načeloma bi mogla zdaj tale kitara zaigrati. Potem imamo tudi že pripravljena gradiva, ki jih lahko uporabljate. Tukaj so tudi različna ozadja, zemljevidi, odvisno, kaj potrebujete, ne, in pa tudi ozadja, recimo, če poučujete glasbo, matematiko, imate notna črtovja, koordinatne sisteme in tako naprej. Tukaj pa imamo tudi še 3D elemente, ki so zelo primerni tudi za poučevanje naravoslovnih predmetov, je predvsem veliko primerov. To so 3D elementi, ki jih lahko obračate. Elementom, se bom na naslednji strani pokazala, lahko dodate tudi oznake z imeni delov. Mislim, da sem šla preveč naprej. Imam zelo veliko datoteko in malo počasneje nalaga, ker imam več stvari nameščenih. Pa se mi je nekaj izbrisalo, v glavnem 3D elementom, se bom zdaj dodala, da boste točno videli, lahko dodate tudi oznake. Ne vidim, ko sem blizu, samo trenutek. To je najboljše, da si seveda prej pripravite, drugače pa bomo vam to poslali v mailu, kako to izgleda. Dejansko se vam pojavijo takšne oznakice, kjer lahko napišete dele, in ko obračate 3D element, se vam potem tudi oznakice spreminjajo. V sklopu teh interaktivnih in večpredstavnostnih elementov iz galerije so tudi različna kolesa sreče, v katere vi vstavite seveda svoje vsebine. Tu sem zdaj jaz recimo, ne vem, ko učencu izbira, da si učenec lahko sam izbere vprašanje, potem imate uro, digitalno uro oziroma časovnik in pa interaktivno kocko, v katero lahko vstavite sličice, besedilo ali pa je v bistvu običajna kocka. V tem primeru sem jaz dodala sličice. Lahko pa je, tako kot sem rekla, običajna kocka, ne vem,
učenec, ki vrže največ, pride prvi k tabli, recimo. Tako. Zdaj se mi je odprla ta stran. Evo, tukaj imam tele oznakice, ki sem jih označila, in ko potem obračam stič, vse skupaj se poveže na ustrezno mesto. Zdaj, te elemente, tako kot je kazalo, se lahko prenesete z našega spletnega portala, nekaj pa jih je seveda že v sami programski opremi. Zelo intuitivno so tudi brskalniki. V sami programski opremi imamo brskalnik slik, tako da ni potrebno nikjer drugje iskati sličic, seveda morate biti povezani s spletom. Hkrati pa je tudi v sami programski opremi iskalnik videov. Zdaj, kaj je praktično? Praktično je to, vi si video prenesete, zdaj bomo enega na hitro prenesli, upam, da ne bo več dolgo iskalo. Slovenija. Išči. Video se vam naloži na samo prosojnico in kamorkoli pridete, lahko video odprete, lahko ga tudi daste preko celega zaslona s pritiskom na tale kvadratek, lahko preko videa pišete, dopisujete, ko video gledate, recimo pridete naslednjič, odprete samo video in učence sprašujete, kaj ste zadnjič v videu videli in ponovite, kaj ste še zraven tudi povedali. Gremo naprej, ne bomo predolgi, pripravite. Se opravičujem tudi svoje aktivnosti, jaz sem recimo zdaj pripravila tukaj s pomočjo orodja graditelj aktivnosti nalogo, kjer morajo učenci razvrstiti dele celote, recimo osmine, in pa potem da morajo prenesti v košare ustrezne elemente. To bi zdaj vi lahko naredili s katerokoli sliko, jaz sem v bistvu vstavila slike in jih animirala. Če bi koga več o tem zanimalo, lahko kako sestaviti sam določeno aktivnost, lahko napiše v klepet ali pa nam napiše preko maila in mu pošljemo navodila. V programski opremi so na voljo tudi različna orodja za merjenje. In sicer na voljo je ravnilo, ki ga lahko tudi, zato ga lahko vračate, povečate, pomanjšate, samo malo, tukaj na pravo mesto, na tale svetel del. In tudi potem tukaj, mogoče se ne vidi, tukaj se vidi tudi stopinje, pod katerim kotom je ravnilo postavljeno. Poleg ravnila imate tudi kotomer, zdaj lahko je 180-stopinski ali 360-stopinski. Zdaj, kaj je največja prednost tega kotomera, je ta, da vi pritisnete na kotomer, si nastavite kot, ki bi ga želeli izvoziti, recimo 35 stopinj, tukaj se vidi, da imam na 35 stopinjah. In ko imam tole kot izbran, ga izvozim. Zdaj lahko bi nastavila potem recimo na 70, še ga enkrat izvozila in potem se počnemo na obrjeno z učenci pogovarjate, recimo koliko je tu potem razlika. 30 stopinj. Recimo, zelo pomembno oziroma priročno orodje je tudi šestilo in pa geotrikotnik. Se enako uporablja kot, v bistvu je v obliki enak kot tisti, ki ga ponavadi uporabljamo v šoli. Enako se da obračati in potem lahko vlečete ravne črte.
In pa še šestilo. Tukaj oziroma s potegom tele stranice, potem si nastavim, lahko bi si dala zraven tudi ravnilo in izmerila. Zdaj je nastavljena črna barva, lahko bi si izbrala tudi kakšno drugo, povlečem in nastane krožnica. Naprej. Zdaj eno orodje, ki je tudi zelo priročno, je orodje za izdelavo miselnih vzorcev. Zakaj je praktično? Ko uporabljate orodje v šoli, napišete ali vstavite prvo uvodno besedo. Recimo smart. Smart. Tako. To imam zdaj prvo oziroma uvod v miselni vzorec, potem pa bi lahko rekla, ne vem, smart ink. Obkrožim in se mi moje napisano besedilo postavi v tale kvadratek, povežem z glavnim tem okvirčkom in se mi vse skupaj poveže, potem bi lahko dala notebook. Povežem. Dam vsem. In zdaj, ko bi jaz to prestavljala, nisem je povezala ustrezno, se mi potem tudi tele linije, ki so postavljene, ustrezno tudi premikajo. Zdaj bi lahko jaz nanizala še seveda lahko več elementov, tudi sličice delujejo. Tako, sličico povlečem kar iz galerije na prosojnico, krožim in pa jo dodam kateremukoli elementu. In se vse skupaj premika. Zdaj, če bi ugotovila, da imam premajhno, seveda lahko vse tudi manjšam, da dobim želeno velikost. Mogoče je že bil kdo od vas tudi na prejšnjih webinarjih. Prejšnjo sredo smo pokazali, kako kreirati zabavne aktivnosti v programski opremi v oblaku. Enake igre oziroma skoraj vse igre je mogoče kreirati tudi v namizni različici programske opreme. Torej, zakaj se gre? Programska oprema ima na voljo 10 različnih predlog za kreiranje aktivnosti. To so različne igre razvrščanja, združevanja, karte, kvizi. Vi pa vstavite svoje vsebine, torej sličice ali besedilo, in pa pripravite igro, ki jo lahko učenci igrajo bodisi torej pri zaslonu, zdaj pri poučevanju na daljavo pa z uporabo telefonov, tablic, računalnikov. Zdaj, da vam pokažem recimo dve aktivnosti, ki sem jih pripravila. Zdaj, tukaj mogoče tudi vidite, da se lahko učenci povežejo z dejavnostjo. Tudi pri učenju na daljavo se lahko povežejo z ID številko. Grejo na spletno stran hellosmart.com. Lahko tudi vi preizkusite, zdaj, če želite. Pišete tole identifikacijsko številko in boste lahko točno to igro, ki jo imam jaz zdaj tukaj, tudi igrali. Drugače pa je lahko v bistvu tudi pokažem na tabli, da sem ravno napačna. Tako recimo, ne. To je igra razvrščanja, super razvrščanje, kjer lahko vi vstavite različne kategorije in elemente, ki jih želite, da jih učenci razvrščajo. Tukaj pa je aktivnost povezovanja, torej združevanja ulomkov in decimalnih števil.
Lahko bi dali tudi sličice na obeh straneh, za katerikoli predmet, lahko bi tudi pisali, primer, kako to učenci naredijo. Zdaj, tukaj je mogoče ena takšna bolj ozadje običajno, ozadje je mogoče tudi spreminjati. Bom pokazala točno, kako kreirati aktivnost na novo. Kot sem že prej povedala, imamo v sklopu programske opreme različne predloge, zdaj mi je tukaj tudi odprlo video posnetek s predstavitvijo. Evo, tukaj imate različne predloge, samo pritisnete na želenega, zdaj mi smo imeli v zadnjem primeru. Povežite, vpisala sem ime kategorije, besedilo, zdaj bom kar na hitro tipkovnico nekaj pisala, da boste videli. Ste videli, da vam pokažem, da so še na voljo tudi različne druge teme. Opcijsko je na voljo tudi izbrati, kdaj želite, da učenci preverijo odgovore, torej takoj, kar pomeni, da ne morejo združiti napačne ali pa na koncu. Tukaj na koncu pa je potem na voljo izbrati različne teme, ki imajo tudi različne zvočne podlage. In potem je na voljo tudi zvok, ki je v ozadju. Kaj sem še vam želela pokazati? V bistvu teh aktivnosti je kar veliko za predstaviti, da se pri tem ne bomo zaustavljali, kajti to je že bilo vse pokazano. Zdaj me zanima, če še je med vami kdo, ki bi imel kakšno vprašanje, če mu kaj ni bilo jasno, da še znova pokažemo ali pa debatiramo. Če ne, je v bistvu to za danes vse. Lahko v klepet, tukaj imate možnost, da se pridružite klepetu in vpišete vprašanje, če vas še kaj zanima na temo uporabe interaktivne naprave pri poučevanju na daljavo. Vkolikor vprašanj ni, se vam jaz za danes zahvaljujem. Če kdo ima kakšno vprašanje, lahko odgovori na mail, ki vam bomo ga jutri oziroma v naslednjih dneh poslali. V mailu bo tudi videoposnetek današnjega srečanja, kjer si lahko še enkrat pogledate prikazane funkcije. Drugače pa nasvidenje in lep pozdrav.